Redki so trenutki, ko lahko na občini gostimo talentirane mlade ljudi in ena izmed njih je prav gotovo Tamara Zidanšek, ki je na svetovni lestvici v mladinski kategoriji uvrščena tam okrog 40. mesta, kar je zagotovo velikanski uspeh in hkrati tudi eno upanje, da bo iz tega talenta ob trdem delu, ob vztrajnosti še marsikaj nastalo. Zato temu je namenjen današnji dan, današnje druženje, da ji povemo, da smo opazili njeno trdo delo, njene uspehe in da hkrati zaželimo tudi uspehe v bodočnosti, predvsem pa, da svojo športno kariero nadaljuje tako, kot si je sama zamislila in pa predvsem glede na to, da gre za tenis brez vseh poškodb. Predlagam pa, ker je teh uspehov kar veliko, da predamo besedo kar njej, kajti sama bo najlažje povedala svoje občutke ob teh dnevih, ki so prav gotovo polni obveznosti, polni dela in tudi naporov, potovanj in vsega tistega, kar prinaša nekako ukvarjanje z vrhunskim športom. Tamara, izvoli. Ja, pač v bistvu v zadnjem času je bilo teh uspehov toliko, da še sama včasih ne sledim. Vse se dogaja zelo hitro. Ko enkrat narediš ta preskok, vse pride naenkrat, vsa ta potovanja, vsi ti večji turnirji in to je v bistvu res tisto, za kar pač to delaš, ne. Vidiš ta večji svet, ta profesionalni svet, kako je to na teh večjih turnirjih, ko si med vsemi temi profesionalci. In pač zdaj sem bila recimo v avgustu sem bila v New Yorku na US Openu in pač to je bil prvi tak večji turnir in to je bila neverjetna izkušnja. Včasih sem kar pozabila igrati, zato ker me je vse tako prevzelo. Ti stadioni so ogromni, sprehajaš se med temi profesionalci in to je neverjetni občutek. Zdaj, seveda treningi so nekaj čisto drugega. Trenutno imam pred sabo 1 mesec pripravljalnega obdobja za zimsko sezono, kar pomeni, da so treningi zelo naporni, kondicijski, večja količina tenisa in pač to poskušamo narediti, da bi se pripravili za zimsko sezono. Zdaj imam v začetku oktobra imam slovenske masters turnirje, to so zaključni turnirji, katerih se udeleži prvih 12 na lestvici. Jaz se bom udeležila članskega turnirja, ki pa poteka na Otočcu. Potem za mednarodne turnirje pa trenutno še nimamo nekih bližnjih turnirjev, ker je trenutno v bistvu konec sezone in v bistvu ni zdaj nobenih turnirjev. Mislim, to je tako na kratko. Bravo, očitno je pogled bolj usmerjen v prihodnost kot tisto, da bi sama sebe hvalila, zato bojo tisti, ki bojo si mogoče pogledali tale prispevek televizije Skala, da bojo morali se sami poiskati podatke o dosedanjih uspehih. Mi pa kot vedno gledamo naprej in resnično z najboljšimi željami bomo spremljali nadaljevanje športne poti, za katero pa verjamem, da je potrebno poleg osebnega truda tudi pridobiti marsikateri evro, da je to sploh izvedljivo. Kako je pa z morebitnimi sponzorji, kako poteka finančna plat te vrhunske športne poti? Trenutno so mi sponzor starši, pa babi tudi pomaga, koliko se da. Drugače pa recimo za opremo, ne, so te sponzorje dosti težje dobiti za loparje, za obleke, ne. In trenutno sem dobila mednarodno pogodbo z Babolotom za loparje, ki bo začela veljati 1. 1. To v bistvu drugih pa zdaj trenutno še ni. Za primerjavo, koliko pa stane recimo en vrhunski lopar, pa koliko časa je sploh uporaben? Ja, stane tam okrog 200 evrov.
uporaben pa bi v bistvu bil, mislim, uporaben je skozi, dokler ga ne razbiješ, ampak potem se v bistvu po kakšne pol leta, 9 mesecev se pač to v bistvu tehnologija razrahlja in vse ni potreben nov. To se pravi, za vrhunskega športnika vzdrži nekaj mesecev, pri meni bi zagotovo nekaj let, ker imam tako močnega udarca. Drži? Ja, ne vem. Drži. No, jaz upam, da bo na osnovi tudi tega razgovora, tega sprejema se našel tudi kakšen podjetnik v domačem okolju, ki bo prepoznal talent in pa tudi na koncu poslovno priložnost, da bi se vključil v to dogajanje okrog teniških turnirjev in da bi s tem tudi omogočil lažje udejstvovanje, prav gotovo potovanja in vsa oprema to ogromno stane in talent pa je in jaz pričakujem, da bo v 2-3 letih, da bodo tudi rezultati še na višjem nivoju, kot so danes. Upam, ja. Treniram, ja. Tako, ja.